katero prireja Slovenska kmečka zveza v Slovenski ljudski stranki. Naslov okrogle mize zagotovimo v Sloveniji hrano za jutri, potekali se bomo pa teme zemljiška politika in problematika. Dovolite mi, da pozdravim v naši sredini direktorja Zavoda Ptuj, podpredsednika Kmetijsko-gozdarske zbornice gospoda Golavška, evropskega poslanca gospoda Francija Bogoviča in pa predsednika Slovenske ljudske stranke Marka Tozinarja. Na začetku bi predstavil govorca na okrogli mizi. Prvo predstavim sebe, sem Rok Sizminek, predsednik Slovenske kmečke zveze. Zraven mene sedijo vsi tri aktualni podpredsedniki, na moji desni strani gospod Franci Obran, Jernej Redek in pa Klemen Šavli. Hkrati bi pa zaprosil predsednika Slovenske ljudske stranke, da nam dajem kratek pozdrav in pa pove stališče Slovenske ljudske stranke do kmetijstva in kako vidi. Zdaj se slišimo. Ja. Lep pozdrav vsem skupaj, tudi v imenu Slovenske ljudske stranke, v okviru katerega deluje Slovenska kmečka zveza. V bistvu predhodnica, ustanoviteljica Slovenske ljudske stranke. Veste, da je Slovenska ljudska stranka, poleg tega, da je stranka vseh državljank in državljanov, tudi v osnovi stranka slovenskih kmetov in seveda to tradicijo nadaljujemo. Vesel sem, da prav v Slovenski kmečki zvezi potekajo, bom rekel, močne aktivnosti glede na to, da se tudi odziva v javnosti z vsemi problemi, ki tarajo slovensko kmetijstvo. Dejstvo je, da Slovenija še vedno ni samooskrbna država. Po drugi strani je seveda tisto, ko dobiš več dodane vrednosti, stvar porazdelitve oziroma prodaje v bližnji soseščini, tako da jaz, ne glede na to, da so bile danes tudi na tem sejmu uprte oči v daljno Kitajsko, ne vidim tiste prve prednosti, bom rekel, trgovanja z nekimi daljnimi trgi, ampak vidim predvsem, bom rekel, prvič lokalno proizvodno, lokalno usmerjeno kmetijstvo, ki seveda lahko dobro za svojimi viški, ki bomo seveda pa sposobni ustvariti v primernem delu trguje v svoji bližnji soseščini. Seveda to tudi pomeni, kar se tiče dobre slovenske domače hrane, tudi tisto višjo kvaliteto, ki k temu pritiče. Na vse stvari oziroma dileme, ki se pojavljajo in ki jih slovenski kmetje čutite, bomo seveda imeli priložnost slišati od ljudi, ki v praksi delujejo na področju kmetijstva, se pravi v sami kmetijski proizvodnji in zato še enkrat hvala lepa, da ste se vzeli čas, da smo danes skupaj, da predebatiramo. Sem pa prepričan, da bomo slišali nedobre rešitve, seveda odstrli probleme in slišali tudi dobre rešitve, ki bojo prihajale iz prve roke. Jaz pa v imenu Slovenske ljudske stranke lahko povem, da bomo v naslednjem mandatu prav gotovo za slovensko kmetijstvo z močjo parlamentarne stranke, pa tudi verjamem vladne stranke, lahko postorili več. Hvala lepa. Še mikrofon se pripravljamo. V Slovenski kmečki zvezi smo si več kot leto nazaj zadali 3 cilje, s katerimi bomo aktivno tudi predebatirali, probali najti rešitve in pa tudi probali vplivati na medije in pa na samo kmetijsko politiko. En cilj je strategija kmetijstva. Ko smo pregledovali strategije, so bile praktično vse enake. V vseh strategijah noter je temelj družinska kmetija, ampak do realizacije še do dan danes ni prišel. Niti nimamo definicije, kaj je družinska kmetija, niti nimamo definicije, kaj je aktivni kmet. Druga tema je skupna kmetijska politika. Vemo, da se na vsake 7 let spreminja. Vemo, da je prejšnja je bila spodbudna za Slovenijo, ta ni primerljiva. Odraz te skupne kmetijske politike je tudi, da se nenehno nekaj spreminja, popravlja.
To ni cilj za nas kmete, mi rabimo stabilno 7-letno obdobje, na katerega lahko računamo in v tiste lahko delujemo. Ta zadnji cilj, ki bomo pa danes pregovarjali, je pa temelj slovenskega kmetijstva in pa tudi ohranjanja podeželja, je pa zemljiška politika. Vsi naši, ali pa saj zadnji naš minister, je velik poudarek delu na zaščito kmetijskih zemljišč. V zadnjih 5 letih je ogromno govora, ogromno debat, do dejanj nismo prišli. Hkrati smo priča nekim lahkotnim spremembam, ko je treba neke državne prostorske načrte delati, takrat ni zaščiteno. Posledično prinaša to, da se v zadnjih 10 letih za komaj 1/10 povečala povprečna velikost kmetij, zmanjšajo se pa ogromno kmetijskih gospodarstv. Ne delimo se na velike ali majhne, bistvo je, da se moramo deliti na aktivne. More vsak je pomemben v verigi, ali velik ali majhen, more pa vsak živeti, preživeti, ustvariti si področje. Sami smo mnenja, da doprinos na kmetijska gospodarstva nova delovna mesta bo prinašali družinske kmetije. Glede na naravne danosti, glede na razvejanost, glede na panoge, ki jih imamo, vidimo priložnost, prihodnost v družinskih kmetijah. In pa kar smo čisto pozabili od dostopa, je pa to, mi ne vzpostavljamo novih zemljišč kmetijskih, izgubili smo ogromno kmetijskih zemljišč, hkrati pa ne vzpostavljamo kvalitetnih, humusnih zemljišč, tista, ki prinašajo kvalitetno pridelavo. In pa hkrati tudi zelo malo je poudarka na klimatske spremembe, predvsem na namakanje in pa vzpostavitev velikih sistemov, ki bi lahko prinašali neko večjo garancijo, neko stabilnost v sami proizvodnji. Zato so z nami danes tudi, pravičujem se, temelj, ki smo pa šli v samostojno in ki so moji predhodniki, predvsem Slovenska kmečka zveza, se je pa borila tudi za lastninsko pravico. Glede na to, da smo člani Evropske unije, da imamo manjše pravice na naše zemljišča, predvsem na gozdna zemljišča, mislim, da bo tu mogla slovenska politika narediti en korak naprej, pa postaviti stanje, ki je primerljivo v evropskih državah in pa tudi, da se bomo tu lahko hvalili, da smo evropsko primerljivi. Na vse to pa na politiko čakamo na odgovore tudi na davčni reformi, smo priče v zadnjih letih ogromne obremenitve na kmetijska zemljišča, na samo kmetovanje in pa na zemljiško politiko. Danes bomo spregovorili o zemljiški politiki. Moji govorci so vsi kmetje, tudi sam osebno sem kmet in sem vesel, da bomo spregovorili kmetje, tisti, ki se nas to tiče. Tiče se pa tudi vseh vas in sem zelo vesel, da ste to med nami, pa upam, da bomo našli neke ugodne rešitve, da bomo lahko z njimi šli do vladajočih, da bojo kaj povedali. Gospod Jernej Redek, o zaščiti kmetijskih zemljišč. Ogromno izgubljamo. Kako vi vidite nastanje v Sloveniji? Hvala za besedo. Lep pozdrav vsem prisotnim. Poglejte, teritorij oziroma zemljišče je bit vsakega naroda. Narod ne mora obstajati, če nima svojega zemljišča, na katerem se nahaja, spravnega območja. Sedaj v Sloveniji izgubljamo kmetijska zemljišča, ki so osnova za prehransko varnost prebivalstva. Imamo svojo državo, samostojnost, vendar izgubljamo tisto, kar omogoča, da narod preživi, da narod obstane in da preživi nadaljne rodove na nekem območju. Moramo vedeti, da zemlja, ki se trenutno nahaja tukaj, zemljišča, ta zemljišča niso naša last, čeprav pravno dejansko so, ampak jih moramo tudi nameniti za naše zanance, da bojo lahko naprej živeli in ohranjali slovenski rod naprej. Poglejte, v Sloveniji imamo 800 kvadratnih metrov obdelovalne kmetijskega zemljišča na prebivalca. Minimum za zagotavljanje prehranske varnosti je 1600 kvadratnih metrov. Če bi hoteli prebivalstvo Slovenije prehraniti z ekološko pridelavo, bi rabili 4500 kvadratnih metrov na prebivalca.
Se pravi, smo še zdaj pod prehranskim minimumom. Kaj nam to pove? Pove nam to, da smo v bistvu odvisni od hrane, ki jo dobimo od drugje, zaradi tega mimo grede, še ves čas zgubljamo kmetijska zemljišča, ampak že zdaj smo pod tistim prehranskim minimumom, da bi lahko prehranili svoj narod, da bi bili lahko samostojni. Moramo vedeti, da v bistvu prehranska samostojnost sedaj v času neoliberalne ekonomije, to pomeni, pocen tam, kjer je, delaj tisto, kar najbolj delaš, kar delaš najcenejš. Ja, zadeva špila, čisto enostavno. Dokler je vsega dosti, pa dokler vse gre. Ko je prva politična kriza, ko je prva ekonomska kriza, se zadeva sesuje. Potem smo sami na svoji zemlji in moramo prehraniti svoj narod. In mi, Slovenci, se nažalost ne zavedamo tega. V Slovenski kmečki zvezi smo velikokrat govorili, Slovenska ljudska stranka je ves čas to podpirala svojo politiko. Nažalost imamo na oblasti druge veje, ki verjamejo v tem neoliberalnem ekonomizmu in vidimo, kam nas to pelje. Najboljša slovenska polja se uporabljajo za tovarne, avtocestne povezave, rekreacijske površine, kot bi lahko rekli, za golf igrišča. Ne rečemo, da tega ne rabimo in da ne sme biti pri nas. Naj se to umesti na primerna območja. Naši predniki so gradili vasi ob prometnicah, na gričih, nikoli na sred polji, nikoli niso ceste vlekli čez sred polja, ampak so zmeraj vlekli ovinkastov po manj rodovitnih zemljiščih. Zakaj ne moramo te osnovni, zgodovinski, zdravi kmetijski pameti slediti čez zdaj? Najlažje je postaviti, ne rečem, avtocestni križ, smo mogli zgraditi, pač zaradi Slovenije, zato da lahko obstajamo, je neka javna korist od tega. Ampak zakaj treba pa zdaj zraven postavljati tovarne, glih zraven avtoceste? Ker ni lažje narediti 6 km železnice, pa 6 km ceste, pa je postaviti nek gost, neko tovarno. Zakaj smo tako plehki? Da si dovolimo to in da dopustimo to. Slovenci preveč zgubljamo najkvalitetnejša kmetijska zemljišča in temu je treba narediti konc. Narod se mora zavedati, da so kmetijska zemljišča pomembna, da so strateškega pomena in da moramo na tem ustrajati, ker, kot sem rekel, dokler imamo vsega dost, dokler je vsega dost, ne bojo vsi pocen prodajali. Ko oni ne bojo imeli zase, bomo mi ta zadnji na spisku, ne bo več pocen hrane. Tukaj mogoče v tej temi. Hvala. Glejte, v zadnjem mesecu ali dveh smo priča ogromno govora o novem prometu s kmetijskimi zemljišči. Glih danes sem bil na nekrogli mizi zelo zanimivo. Mlad kmet, predkupna pravica, brez oglasne deske. Jaz mislim, da je to v tem trenutku transparentno, da je oglasna deska, da je nek vrstni red, ker se pokriva za strategijo, za okroževanjem, povečevanjem, hkrati tudi stabilnost kmetijskih gospodarstva in pa predvsem, da ne prihaja do špekulativnih nakupov, da gre kmetijska zemljišča na dolgi rok na neke druge namene. Žal sem tu predkupna pravica prav, ampak uveljavljal bi jaz osebno predkupno pravico, če bi nek mlad kmet bil sodnik na jaš, ker bi s tem spoštoval strategijo, ki smo se jo zadali v preteklosti, ne pa, da bo prihajal do nekih nakupov znotraj, hkrati dela nek umesen razkol med starejšo in mlajšo generacijo. In to je eden izmed znakov, v katerih se soočamo. Tudi smo slišali, da bi država uveljavljala, da bi imela predkupno pravico predvsem. Imamo tudi sklad kmetijskih zemljišč, ki bi naj opravljal neko funkcijo. Pa me zanima, gospod Klemen Šavli, promet s kmetijskimi zemljišči, kako jih vidite? Hvala lepo, Rok, za besedo. Lep pozdrav vsem udeležencem. Tako je v Slovenski kmečki zvezi že dalj časa z zaskrbljenostjo opažamo in tudi opozarjamo na delovanje sklada kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije, ker sklad je bil pač ustanovljen po, bom rekel, osamosvojitvi, ko smo ustanovili lastno državo, da bi prenesel te bivše državne zemljišča v roke družinskih kmetij. To bi pač pomenilo zboljšanje ekonomičnosti pridelave, zaokroženje kmetij
in tako dalje. Žal v zadnjem času opazujemo oziroma opažamo, da se sklad gre preprosto neko težko tržno ekonomijo, samo kje bo višal najemnine, določena zemljišča, ki bi jih moral, pa lahko kupi, jih ne kupi, pusti recimo to, da kupijo tujci, kar se je za nas nesprejemljivo, ali pa se celo meša v predkupno pravico, ki jo imajo kmetje na teh zemljiščih. Vsekakor naše mišljenje je tako, da predkupno pravico mora imeti kmet mejaš, ker osnovni cilj mora biti povečanje kmetij in tudi zmanjšanje stroškov na kmetijah. To se pa lahko zgodi samo s koncentracijo zemljišč. Sam prihajam z Primorske, kjer smo bili priča po prvi svetovni vojni mnogim bankrotom kmetij. In to je bilo v bistvu zelo, bomo rekli, politična stvar, ker Italijani so pač vedeli, če jim poberemo zemljo in vzamemo vse in oni bojo hlapci. Temu je sledilo tudi precej izseljevanja in tako naprej. Celo, bom rekel, žal, oblast po drugi svetovni vojni je se tega zavedala in je zelo dobro ščitila, bomo rekli, sploh obmejna zemljišča, pa bilo katera zemljišča in ni bilo šans, da bi nek tujc skupil. Tudi danes, če gledamo primere dobre prakse, pa smo vsi v Evropski uniji, v Italiji, vi ne boste kupili zemljišča, pa tudi v Avstriji, mislim, da je zelo težko. Lahko ga kupite, samo nekje se izgubijo papiri, pa traja 10-20 let in stvar je zaščitena in vsem je ustrežena, pa nišče jim nič ne more. Tako da tudi glede zemljišč, recimo, zadnja taka farsa je bila, ki je ta minister dal ven odpravljene zaraščenosti zemljišč. S tem bi nekako prikrili ta manko najboljših zemljišč, ki bi jih pozidali za neke tovarne, tako da bi imeli cel kup degradirnih zemljišč in potem da bi neko, bom rekel, grmovje iz leta 2011 ali kdaj že moglo biti uradno tam, počistili, pa bi lepo bilo vse poravnano. Vendar to je ena, bom rekel, zelo velika farsa in kmeti temu enostavno ne moremo nasesti. To bi bilo to na vse glede, pa še glede recimo, kar je bilo tudi omenjeno, namakanje zemljišč. Zelo tak žalosten primer je namakalni sistem Vogršček, tudi tu bo znal gospod Bogovič kaj o tem povedati, ki je bil tudi pač žal samo eno leto minister. Gospod Židan obljublja, kako bo to zrihtal, pa danes, ko so peljali mimo, je stvar popolnoma suha in ne funkcionira. Tako da naprej pa bi šel razpraviti. Če še dovolite, če lahko sam se vrnem, tudi mene osebno je motil, da se ta vlada, ko je se ustoličila, je bila ena izmed prioritet umik države iz različnih podjetij. Glih na področju novega gozdarskega podjetja, gozdarstva, vidimo, da je ena od prioritet noter gozdarskega podjetja povečevanje kmetijskih gozdarskih površin. Na srečo ali nesrečo ima Slovenija več kot 80% od privatnih lastnikov. Moram vam povedati, da je samo za 10 arov manjša lastniška struktura od Avstrije, kar se gozdnih zemljišč tiče. Ima pa eno smolo, 20 hektarov gozdnih zemljišč ni težko kupiti, se da. Sploh če si mlad, ambiciozno počeš nekaj narediti. Ampak da ima država predkupno pravico, se nam zdi pa nek nesmisel. Jaz upam, da bo se tu spregledali, pa da se bo v strategiji upoštevali, ker predvsem iz tega vidika moramo vedeti, da gozdna zemljišča so v hribovitih in gorskih delih, mi imamo pa največji manjko na ohranjanju hribovskih in pa gorskih kmetij. In ena izmed priložnosti je tudi delo v gozdu, ki bi lahko prinesla stabilnost. Gospod Franc Ogran, prihajate iz regije, ki ima velike kmetijske kombinate. Nažalost, ki so v lasti tujcev, kaj bi vi spremenili pri takih najemnih, ki jih dodaja sklad, ki so državna zemljišča in kaj se da tu postoriti? Hvala lepa za besedo. Preden bom odgovoril direktno na to vprašanje, bi se rad vrnil malo v zgodovino Republike Slovenije, ker če pogledamo
nazaj je Slovenija imela po osvojitvi do leta 2400% samooskrbo z hrano. Potem so se začele velike strukturne spremembe v Sloveniji, predvsem v podjetjih, ki smo jih razprodali, bom čisto preprosto povedal, tajkuno, ampak ne slovenski, ampak bivši držav, skupne države. In če samo naveden, tovarno sladkorja, Ormož, Mik, Nova Gorica, Frutal, Ajdovščina, Mestna industrija Primorske, Žito, bilo zadnje prodano. Med temi firmami se nam obeta, da bomo samo prehransko lačni, tako smo danes že padli pod 50% samooskrbe v Sloveniji z mesom, z žiti, z povrtninami še manj. Samopreskrbni smo samo z mlekom in perutninskim mesom. In vlada Državni zbor Republike Slovenije je sprejel resolucijo na 29. marca 2001, zagotovimo si hrano za jutri. Resolucija je kot strateški cilj razvoja kmetijsko živilstva določila zagotavljanje prehranske varnosti, stabilno pridelavo varne, kakovostne, potrošnikom dostopne hrane, povečanje konkurenčnosti, sposobnosti kmetijskega in živilstva, trajnost narava proizvodov, potenciali zagotavljanje kmetijskih povezavi javnih dobrin, zagotavljanje skladnega socialnega vzdržnega razvoja podeželja v sodelovanju z drugimi politikami. Resolucija je podana tudi vizija kmetijstva, kmetijsko-tržne verig, ki od tega je samo zaživela v manjši meri žitna veriga, ki pa se po vsi šivi in konci trga in poka. Od tega praktično ni nastalo nič, ker smo mislili, da bo to povezovalo kmetijstvo, industrijo, ampak ne zaživi in to je samo slabo za samopreskrbo Republike Slovenije. V letu 2013 je Računsko sodišče revidiralo ta stališča, ki je sprejel Državni zbor, in Računsko sodišče se je osredotočilo zlasti na naslednje. Ali je bil jasno opredeljen pogoj varovanja kmetijskih zemljišč in cilji na tem področju? Ali je imela država točne popolne podatke o kmetijskih zemljiščih, ali je država v izvajanju ukrepov na področju kmetijstva prostorskega načrtovanja zagotavljala varovanje kmetijskih zemljišč. Ugotovitev Računskega sodišča je sledeče. Računsko sodišče je v povzetku ugotovilo, da Vlada Republike Slovenije, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo, prehrano, Ministrstvo za okolje, Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov v letu 2010 niso bili uspešni pri varovanju kmetijskih zemljišč. Priporočilo je na to Računsko sodišče Vlade Republike Slovenije, takratno Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, da naj določi merljive, časovno opredeljene cilje področja samooskrbe in varovanja kmetijskih zemljišč. Iz obeh dokumentov lahko povzamemo, da je samooskrba in nacionalna varnost tesno povezana z zaščito upravljanja kmetijskih zemljišč, zlasti z poudarkom na najboljših kmetijskih zemljiščih, saj so te ključne za pridelavo kvalitetne in varne hrane v Republiki Sloveniji. Ob spremembi lastništva v predelovalni industriji tuji lastniki pa se zagotovilo postavlja vprašanje varnosti samooskrbe. To je ta del, ki je ta država sprejela določene sklepe, da bo poskrbela za samo prehrano. Od tega se je zgodilo, da smo danes neto uvozniki večina slovenske hrane, ki ga rabi slovenski potrošnik. In stanje kmetijskih zemljišč v Republiki Sloveniji trajno pada. Po podatkih popisana kmetijstva 2010 v Sloveniji, če kmetijstvo dejavnost ukvarja 71.646 kmetijskih gospodarstv v letu 2010, so kmetijske gospodarstva upravljala s 507.000 hektarov kmetijskih zemljišč, od katerih so uporabljala dobri 774.000 hektarjev za proizvodno hrane. V primerjavi z podatki iz popisa 2000 pa so se skupna kmetijska zemljišča v uporabi zmanjšala za 11.000 hektarov. A se zavedamo, kaj to pomeni v Sloveniji, ko je prej rekel Redek, da imamo 800 kvadratnih metrov za prehrano slovenskega naroda.
oziroma dobre 2% Slovenije letno izgubi 1000 hektarov najboljših zemljišč. Pa, ko je predsednik pomenil, da vlada hitro lahko sprejme, če ima interes samo ne za kmetijstvo, in če pogledamo Magno, v Mariboru nas ne mote, da bo prišla tuji vlagatelji v Slovenijo, pa da zeli del kmetijskih zemljišč za to izgradnjo moti, pa nas celo, da v tej ravninskem deli na najboljših kmetijskih zemlji je opredeljena gramoznica 15 hektarjev. Kilometr stran pa imamo Pohorje, ki je granit, isto kot v Ljukovici, tam je bolj lapove del, bi lahko tam uporabljali, pa verjetno hektar hriba je manj, da uporabljaš verjetno 2-3 leti, da boš dobil isto količino materijala za navoz cest in tega. To pa je nedopustno in mislim, da se kmetijsko ministrstvo tega ne bi smelo dovoliti na takem način, da tako zapravljam najboljša slovenska kmetijska zemljišča. Na odgovor, direktno, ki se vprašam, vam odgovoril takole. Ta delniška družba ima trenutno z PP Agro in recimo tu 4000 hektarov. Vemo, da je danes to v lasti ruskega lastnika. In če pogledamo nazaj, ko sem govoril, kako smo bili samo skrbni nazaj, še to prej tujski bivši kombinat, potem se je pridružil z Perutnino Ptuj, do takrat je bilo v hlevi okrog 3500 govejih pitancev, okrog 15000 vejen turnosi prašičev. Danes so opustili čisto vse to proizvodnjo, ni ene glave živine več, ni enega prašiča, piščance krmijo kmetje za to proizvodnjo, svoje farme, ki so imeli, so dali vse za kup. In danes na tej polji se grejo čistega poljedelstva, kar pa verjetno ni spodbudno za prehrano slovenskih ljudi. Če vemo, da sploh pšenica, ki pa rekel je za slovenski kruh, uporabljajo samo za krmo, niti ne predelujejo krušnih pšenic. In sem prepričan, da dolgoročno me skrbi, kaj bo se zgodilo, če slučajno še se ena taka vlada, ko je ta, odloči, da bo prodala ta kmetijska zemljišča. Komu? Verjetno slovenskemu kmetu ne, ker trenutno imamo 6,5 hektarov poprečno družinsko kmetijo in denarja nimamo. In če spomnim nazaj, za časa ministrovanja gospoda Bute je bil predlog, da bi kmetje z povečano najemnino in tudi ta zemljišča lahko odkupili, in sem prepričani, da je poln politike, polna usta družinske kmetije, ampak kmetije družinske nimamo točne definicije in danes umirajo na obroke. In če imamo podatek, ki smo ga dobili za Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, da naš ljudje že 11% slovenskih kmetov dobi socialno podporo. Potem vemo, kaj to pomeni za obstoj slovenskega kmetijstva in razvoj podeželja, poseljenosti, predvsem pa hribovskih predelov, ki predvsem poznam zelo dobro Haloze, kjer pač izviram iz Ptujskega polja, hribi so prazni. Vinogradi takrat nekdanjega kombinata je okrog 30 do 50 hektarov popolnoma zaraščeni. In da so dali delavcev za kup, Ptujsko klet so uničili praktično. Nekoč 7 milijonov litrov mošta so v letu 2016 kletli 750 000 litrov. Pa vam to kaj pove naši slovenski politiki in predvsem pa Ministrstvo za kmetijstvo, kaj to pomeni za Slovenijo. Za rešitve, pa kako jaz vidim, ali pa ta skupina, ki smo se ukvarjali z to, napljujo z to zemljiško politiko in razvojem tega, bom pa v drugem delu še povedal. Hvala. Kot je že gospod Franci povedal, v prvem delu smo predstavili
problematike, v drugi moramo tudi nekaj rešiti. Glede na to, da imamo med nami tudi bivšega ministra, evropskega poslanca, predstavnika odbora za kmetijstvo v Evropskem parlamentu, gospod Franci Bogovič. Sami ste bili minister za kmetijstvo, ste se trudili, imeli ste primerni vzorc podeljevanja koncesij za gozdove, ki pa žal meni je bil zelo všeč, ni bil nikdar prišel v dejansko uporabo. Ali menite, da je Slovenija primerljiva po sami zemljiški politiki z ostalimi evropskimi državami? Verjetno poznate tudi druge vzorce, pa kje vi vidite naše priložnosti, pa kaj bi lahko postorili? Prav bom poskušal malo govoriti, malo pa tudi ta svoje razmišljanje, da na te izzive. Prosim? Ja. In dati svoj pogled na to. Najprej čestitke za organizacijo in mislim, da se moramo več tem pogovarjati. Mislim, da se moramo o teh temah dosti pogovarjati in tudi izmenjati ta stališča. Sam bom poslušal, kot se je Rok mi dal izziv, malce preples, to, kar sem počel doma, pa tudi zdaj kot po teh 3 letih v Evropskem parlamentu sem poskušal dobiti nekak malo pregled, kaj se dogaja. Evropa je zelo pestra, zato ne moreš kar nekega poprečja imati, ampak je kar treba to različnost na nek način upoštevati. Pa da začnem najprej doma. Jaz mislim, da je ključen problem ali pa še vedno to, kar je nedorečeno, to, kar se je v bistvu že takrat Ivan Omont, ko je ustanovil Kmečka zveza, začel govoriti, je bil položaj, status družinske kmetije in ali je to tisti cilj, kateremu bomo tudi podrejali ukrepe kmetijske politike. Zdaj drugo, kar je, moramo biti realisti, če gledamo to, kar smo 88 leta počeli in kar počnemo danes, da so se okoliščine v teh 30 letih zelo tudi spremenile. Jaz rad to primerjavo dam včasih, da lažje razumemo en druga. V tistem času je nekdo z dojcom ali pa s Fapom skoraj ali pa s takšnim zelo začetnim Mercedesom zaslužil plačo v prevozništvo. Danes smo ti prevozniki, ne vem, po 10 tovornjakov, in pri kmetijstvu je ta osnovni problem, da mi ne moramo imeti 10 več kmetij, kot smo takrat imeli. In da so pa velikokrat zahteve ali pa pričakovanja, konec koncev tudi mehanizacija se je pri nas in okoli nas toliko spremenila, da je enostavno velikokrat obseg kmetijskih zemljišč tista limita, ki določeni panogi enostavno ti ne omogoča prosperitete na dolgi rok. In zato imamo v tem delu v Sloveniji, ki ima to majhno posestno strukturo, toliko več težav. Procesi, ki se odvijajo, so nekateri vodeni, nekateri stihijski. Zdaj, kaj rečem, število kmetij se zmanjšuje, to je dejstvo, to govorijo številke. Največ bi se še hitreje, če ne bi bilo skupne kmetijske politike, ki na nek način s tem nadomestilom po hektarju tudi še koga priveže k tej zemlji. Žal pa je tisti output, se pravi vrednost kmetijskega predelka, vprašljivo, kako zaslužiti plačo, ne vem, z toliko in toliko hektarjev zemljišča ali pa s toliko in toliko kravami, ker velikokrat pride ta omejitev okoli zemljišč. V Evropski uniji smo ravno zdaj v parlamentu sprejeli odločeno poročilo, ki govori o tem land grabbingu, to pomeni, da se dogaja koncentracija zemljišč in da se najrazličnejši kapital spušča sedaj na področje kmetijstva in vlaga v nakupe kmetijskih zemljišč. Zdaj, to je zelo različno po državah, običajno normalno gre tam, kjer so ta zemljišča cenejša, zato so ti primeri zelo masovni v sosednji Madžarski, Romuniji, Bolgariji, tudi v estonskih državah, baltskih državah, kjer so bila ta zemljišča na začetku zelo poceni in so se oblikovala ta gospodarstva tudi po nekaj 10 000 hektarjev, kjer je prišel ta kapital od zunaj. Dogaja se tudi, ne vem, zelo simptomatično prodor Kitajske, ki je zdaj tu država partnerica, kako intenzivno vstopajo v Afriko predvsem, pa tudi v Evropi, kjer pridejo po tej površini. Tako da to zavedanje, da bo 10 milijard ljudi slej ko prej in da bo treba te ljudi prehraniti, je zelo prisotno in danes imamo tudi kmetijstvo ta problem, da se cela vrsta kapitala, ki je včasih, ne vem, vlagal nepremičnine, seli tudi v kmetijski sektor. Mimo grede, največji delničar tako Monsanta kot John Deere je Bill Gates, tako da to zelo veliko pove, kam gre velik denar. Zdaj, pri nas jaz vidim ta problem, ki se pojavila, se tudi direktorica sklada, ko smo včasih ki o tem govorila skupaj, predvsem o mejah,
kjer je pritisk, ne vem, vinogradniške površine in pa te stvari. Po drugi strani vam rekel, imamo neko narekovajih srečo, vizavi ali pa drugačno situacijo, kot imate velike te države, ki sem jih omenil, da nimamo teh tako velikih strnjenih površin, ki so najbolj interesantne za te nakupe, zato je mogoče pritisk od odzuni razno obmejnih področjih, kjer gredo ocene, ne vem, za vinogradniške površine ali v Brdih ali pa tukaj na Štajerskem zelo visoko. Jaz mislim, in tudi smo se tudi o tem pogovarjali takrat, ko sem imel tisto priložnost v enem letu, kar se tiče zemljiške politike, še vedno mislim, da bi pri skladu v enem delu je zgodba, ki se nanaša na državne zemljišča, kjer se je možno in najbrž bi bilo treba te korake v smeri proti družinskim kmetijam, ki bi vedle, kaj s to zemljo početi in zato, da jim omogočimo, ne vem, tistega drugega, tretjega dojca ali pa Mercedesa Mana, zdaj, če parafraziram z prejšnjo prispodobo, in da lahko mlada kmetija, ki ima nek poslovni program, ki se za te reče, tudi preživi. Tudi v tem poročilu, ki ga imam v rokah tu, je zelo jasno napisano, da se boriti treba proti temu prevzemu zemljišč, zato ker Evropa stavi na družinsko kmetijo. Z širitvijo Evrope smo na tem področju imamo kar nekaj zmede, danes največje površine poprečno imajo Slovaki, Čehi, to so države, ki so iz teh kombinatov zdaj te veliki kmetje, narekovajih kmetje, to so ta podjetja, ne vem, pa smo govorili o enem projektu učinkovite rabe goriva v Romuniji, so fantje razlagali, koliko prihranijo na 30 kmetijah, ki obdelujejo 70.000 hektarjev. To so te zgodbe, ki so na nek način podirajo malce tudi koncept skupne kmetijske politike in zdaj pri snovanju nove je zelo veliko govora o tem, kako na nek način favorizirati družinsko kmetijo vizavi 1000 hektarov, ker enostavno skozi ukrepe kmetijske politike se v enem delu to da. Drugo, kar mislim, da je, in to smo tudi z direktorcem takrat že govorili, nismo uspeli to zrealizirati, ampak mislim, da bi lahko in moral sklad aktivnejšo vlogo igrati tudi mogoče v kakšni pomoči pri kmetijah v tem zaokroževanju, to je to, kar že nakazano, da ne vem, s pomočjo sklada se neko zemljišče odkupi, da v dolgoročni zakup kmetiji, ki tako na tak način zaokrožuje. Velikokrat vemo, da je likvidnostni problem zelo velik in te kmeti, če bi imeli pospešeno najemnino, jaz mislim, da bi z veseljem to zaokrožoval. Jaz mislim, da imate tudi direktorca kar precej možnosti, pa konec koncev ne veliko